te testi, pa to tudi spada v tisti, ki sta preomenila gorski. Kaj je pravzaprav za tega tečaj za gorskega vodnika? Ja, v bistvu Kaj izobraževanje. moš to narediti? Ti si to naredila, Anita, zdaj že med tem, ko jaz smučam z vami, se Jaz sem spomnim, kaj naredila Grega. za mednarodnega planinskega vodnika. Ja. Se Okej. pravi, Ja. sem po platformi od Uimle. to je Kakorkoli kar je, ja. to jaz lahko v okviru te platforme kot planinski Ja. vodnik lahko vodim znotraj tistega. Se pravi, kar ni na kratki vrvi, pa ledeniki, pa plezati recimo. Pa ne vem, kar ni več kot na vezi. No. Mislim, tako jaz lahko vodim pač Ja, pač pohodništvo. No. pohodništvo brez potja zimsko, letno. A ne? Okay. Pa na določenih lahko tudi pač, zavarujem pač mesta. Na tak način lahko jaz vodim. Isto zimo. Grega pa lahko vodi vse. Mislim pa, v če se okviru izobraževanje drugače. Mi IFMGA-ja, ja. imamo 80 dni izobraževanja, kaj pač... Kako izgleda to izobraževanje? No, to me pa res zanima. Ja, v bistvu izgleda 4 leta, v 3 plus 1 let, plus strokovni izpit. 3 leta je v bistvu za izobraževanje, 1 let je za pripravništvo, pa pol je, še 1 let recimo za strokovni izpit, čeprav če si ti lepo poklop strokovni izpit, pol narediš v pol leta. In 80 dni je sicer izobraževanja, ki jih ne moreš dati v 1 let, zaradi tega, ker imaš ti najprej, pa tako se malo segmenti navezuje en na drugo. Ti imaš najprej recimo izobraževanje za vodenje v skali Prnas. Zdaj recimo, če narediš ta tečaj, pa si načeloma greš lahko v bistvu delati tečaj za vodenje v gorah Prnas pozim. Vmes smo imeli mi še pred tem, ko smo imeli tečaj za vodenje v gorah pozim, še tečaj pač za vodenje po feratah, pa tečaj vrne tehnike, ki imaš pač neke take postopke, če se ti karkoli komplicira pri gostu, ko plezaš, da to znaš rešiti. V bistvu neke načine prvič samega vodenja, drugič pa tudi samega reševanja v bistvu gosta, da zdaj ti ne rabiš zaradi tega, ker ti tam neke stvari ne znaš narediti, klicati glih gorske reševalce. Pač v kontekstu neke poškodbe, ja, če se pač stvar ne more rešiti, če pa ono maga na nekem otežanem mestu, pa imaš ti naprej lahko stvar, pa ne bo zato klical gorske reševalce, ampak pač tega človeka potegneš do tebe, pa pa že tisto lahko stvar naprej splezala sama do vrha gore. Če je lahko, če pa težko naprej, pa lahko na koncu res gost tudi predvsem samega sebe, sicer se to redko nisem, pri meni se še ni. No, pa ko si naredil za zimo, pri nas v bistvu si pa usposobljen za voditi turne smuke pri nas. Ko si naredil zimo pri nas, pa turne smuke pri nas, si usposobljen za to, da greš ti v bistvu delati tečaj za voditi v Alpah. Ja, in ko si v bistvu naredil tečaj za voditi v Alpah, si usposobljen za to, da greš lahko delati tečaj za voditi turne smuke v Alpah. Okay. Ko si v bistvu vse to naredil in zdaj, ker glede na specifiko v bistvu teh tečajev, to težko spraviš težko bi v 2 leti spravljeno. In pol to traja 3 leta in ko vse to narediš, v bistvu rataš pripravnik in zdaj imaš v kontekstu pripravništva lahko vodiš po Sloveniji sam že svoje ture. Od teh tur, ki si jih pa odvodil, moraš pa vsaj 3 narediti z enim vodnikom, ki ima mednarodno licenco. In pol se v bistvu na podlagi tega pripravništva prijaviš na strokovni izpit. Strokovni izpit je pa sestavljen načeloma iz vodenja enega grebena Prnas, ki bi rekel, pričanje široke peči, cele široke peči do dolžega križa, pol iz vrne tehnike, to, kar sem tudi prej razlagal, da ti pač znaš voditi v strmih stenah, pa pomagati pač na različne načine pač gostu oziroma različne tehnike samega varovanja in reševanja. To je, pa moraš splezati smer vsaj 6C+, športno plezalno. Ja. To je za strokovni izpit. Pol je pa še v bistvu 2 dni vodenja v Alpah na peš, pa 2 dni vodenja v Alpah turne smuke. In ko v bistvu vse ti strokovni izpit narediš, rataš pa mednarodni vodnik. Ja, in pol, ko si mednarodni vodnik, lahko vodiš v bistvu po celem svetu, razen v državah, ki zahtevajo, da je še nekdo zraven, to je pa načeloma nekje v Ameriki, drugače pa si v bistvu svoboden kot ptiček na veji. In delaš pač v svoji strokovnosti, kjer prideš, da do sem prideš, že tega je veliko, hvala Bogu, da je tega veliko. 4 leta pa pol, pa ne 10 evrov danes. Kaj pa, 10 000 evrov vložka. Zakaj? Za izobraževanje. Komu to plačaš?
Ja, zvezi. Mislim, bi bilo še več. Takrat smo imeli, mislim, če si res super, pa ne padeš nobenega izpita. Če ti kje zmanjka, padeš izpit, ampak tako. Če padeš recimo izpit v Alpah, je takoj popraviti Jurija evrov. Ker moraš ti plačati 2 dnevnice tistemu inštruktorju, pa si samo plačnika. Pri vseh teh izpitih je vedno tudi neki inštruktor. Ja. Drugače ti pa v bistvu v kontekstu izobraževanja, rednega, pa država, Ministrstvo za gospodarstvo, pomaga s sofinanciranjem, v bistvu zvezi naši, zveza pa ta denar namen za izobraževanje. Tako da mi smo dan plačali takrat 65 evrov. Pa kar to 80 dni, sicer to ne nese 10.000 evrov, ampak pa moraš še opremo kupiti, pa bivati moraš nekje, ko greš v Alpe, ne vem, ko smo imeli tečaj v Alpah, je 10 dni bivanja, pač po penzioni, prevozi, tako da, kakšno opremo moraš kupiti, kakšen en izpit padeš, pa v Alpah je Jurija, danes smo mogoče Jurija pa pol, in je tako, nanesen. In to je ta, čakaj, ampak to, kar imaš pa ti, je pa... Jaz sem pa malo drugače. Jaz pač imam licenco za planinskega vodnika od PZS-ja že od leta 2004. In včasih so bile pred tem novim zakonom, so bile to po kategorijo, zakonom o športu, je bilo znotraj zveze razdeljen za vodenje A, B, C, D, E, F kategorije. Pač, dol penista se nima vize. In jaz sem takrat pridobila znotraj izobraževanja za kategorijo A, se pravi lažje poti. No, pa sem pa jaz to mojo kategorijo, sem jaz to lepo vodila, kakšne te lažje izlete, Dolška baba, Viševnik, pač te letne ture. No, pa sem se pa glih leta 2019, torej pred korono, sem rekla, grem jaz narediti še za B kategorijo, se pravi za bolj zahtevne ture po prejšnjem sistemu, in sem naredila v bistvu na Vršiču še ta del usposabljanja. Se pravi, da lahko vodim tudi, Hanzovo recimo, brezpotje, to. Hkrati sem pa jaz vpisala, pol glihun let je prišel pa gospod, pač volonter je bil, ki je pripeljal to novo, se pravi, izobraževanje za mednarodne planinske vodnike, je pripeljal v Slovenijo in meni sem takrat tako razmišljala, super, da bom pa jaz zdaj, Grega je takrat glih ratov vodnike, meni se pa odprla možnost, da lahko naredim, da grem tudi jaz za tujino to delati, da nisem pač vezana samo na Slovenijo, ker ti slovensko licenco lahko delaš, mislim, s PZS, komercialno lahko pač delaš samo pri nas. No, in pol sem jaz to štartala in mi smo imeli pa tako zimsko pa letno sezono. Vse skupaj je bilo 53 dni izobraževanja, tako da tudi ni toliko malo. In sreč, v narekovajih je bilo to v bistvu med korono, med prvim delom korone, da sem imela čas to delati. Tako da po koncu tega izobraževanja, tista moja druga generacija, še nismo imeli strokovnega izpita, mislim, imeli smo ga, samo to ni bilo še toliko strogo, zdaj so pa malo zaostrili. Pač se pravno na koncu, da se to malo razvija, tako da imajo tudi oni zimsko pa letno sezono za narediti, vsa ta pa teorijo, to ni samo to praksa, ampak pač ne vem, vremenoslovje, psihologija, naravovarstvo, ne vem, kaj še vse je bilo. Prvo pomoč, to smo mogli obvezno narediti, seveda, tega je bilo ogromno. In pol smo odpisali vse tiste teste, pa odvodili pač še strokoven izpit. Seminar, pol je bilo treba zdaj, oziroma tudi zdaj morajo to narediti, takrat iti na en trekking, jaz sem šla takrat pol prvič v Črnogoro zraven, tako da je bila še tam kljukica. Tako da sem od leta 2022 tudi jaz pač kot zdaj za tujino, pa za pri nas lahko vodim. Ker z novim zakonom o športu se je pa pol ta A pa B kategorija preimenovala v SD1, se pravi strokovni delavec 1 ali strokovni delavec 2, pa je pa odvisen, kaj imaš znotraj planinske zveze, pač ti porihtan. Ker je pa fora, da naša, se pravi ZPVS, oziroma ta, kjer ima na čez to izobraževanje pri nas, zveza ni preznana, tako kot imajo oni,
oni imajo ZGVS, se pravi, gorski vodniki Slovenije. Ne, ni priznana, samo narobe to. Zakon, samo mi ga pa zakonsko nimamo. ni urejeno, Tako, to je težava. Samo to. Vi delate, ker tam ste samo dve platforme. Za mednarodne planinske vodnike je platforma UIMLA, to je International Mountain Leaders, klej pa IFMG, platforma. In v bistvu tudi naš izobraževanje v bistvu poteka na podlagi te platforme, vse izobraževanje pa znotraj tistega. To so različne platforme. Zdaj pa ZGVS ima svoj zakon o gorskih vodnikih in so pač tam stvari opredeljene. Težava v bistvu Zveze planinskih vodnikov Slovenije, ker ni to Planinska zveza Slovenije, ampak je Zveza planinskih vodnikov, pa nima zakonsko urejen v bistvu dejavnosti, tako kot ima Združenje gorskih vodnikov. Koliko pa je takih ljudi v Sloveniji, ki imajo vse te licence? Kaj so bili tisti, ki so imeli takrat tisti problem z nekim plazom, pa vse pa skakali, da so imeli licence, ampak ne dosta prave licence? Kaj je bilo že tisti? Na moj stroki. To je glih ta. Na moj stroki ni. Jaz ne vem, čemu. Pa nas pač moraš imeti ti za vodenje, a ne tako, kot sem rekla. Pač moraš imeti licenco pridobljeno na podlagi ali v Planinski zvezi Slovenije kot vodnik. Gorski reševalec ni vodnik, ampak je gorski reševalec znotraj svoje zveze. To je. To je bila največja težava, to, da je v bistvu vodil gorski reševalec, ki ni bil vodnik. Seveda, ki sicer je izkušen, ampak je pa to čisto nekaj drugega, ali ti zase izkušen ali pa... To je malo tako po balkansko, ker pa čez gorski reševalce, jaz sem bil tudi 23 let gorski reševalec, ampak ne smeš ti v bistvu kompetence gorskega reševalca. To je kot če, jaz zdaj kar rad malo arhitekt, pa malo kirurg, zaradi tega, ker sem bil dvakrat obolenc. Pa dvakrat, ne vem, pri tebi sem malo gledal, kako pač vi te hiške rišete, mislim, zdaj tako malo ponastavljam, ampak ni to enako. Ti imaš določene znanja, tudi vrne tehnike, tudi pri gorskem reševanju, ampak ti nimaš vodniških znanj. To je razlika, ker eno je, da ti znaš sam ali pa da dobro. Tam je bila sama težava ta, da se je pač opiral v bistvu vodenju te skupine na kompetence v bistvu gorskega reševalca, ki nima v bistvu kompetenc za vodenje. Čeprav, ne vem, generalno se mi zdi, da to niso hoteli priznati, ampak kakorkoli. Zgodba je tako malo problematična za vseh. Je tudi tako, da pri nas ful ni nekega nadzora, če se karkoli naredi. Mislim, jaz že vem, da sem krita, pa Grega tudi ve, da si pač pokrit znotraj tega, znotraj licenc, pač dela tisto znotraj licenc. Težava je pa, da ni nobenega nadzora na koncu. In vsak, ki ima 5 minut cajta, gre pač pelat in reče, se gre samo kele, ne vem, pač nekam. Dojne bajte, jih pelemo. Sam, kamar ne prideš, no. Malo se izkorišča, ker smo še zmeraj malo part of Balkana. Mislim, klej je težava, to je zihar. Mislim, ker tudi tako mi je rekel, veš, to je zdaj ta značka, zdaj nimamo gor, ampak, veš, tudi, recimo, to je bil tak tipičen primer, ko smo mi prišli v Črnogoro, jaz sem bil takrat v GRS-ju, pa samo pač to jakno od GRS-ja, in to je pač tako mednarodno prepoznaven znak. Se je prav drugače. Itak, hvala Bogu. Nimava noben urač, ampak samo da je prav, da je prav, da je prepoznaven znak gorski reševalec. Tam pa pokazati značko, to modro, kaj bomo mi, IFMG, značko Črnogorcev, kva je zdaj ta zna značka, samo se sanjane, kva je to značka, pač znak GRS je pa toliko prepoznan, zato so skoraj vsi podobni, ne vem, bosanskih reševalcev in od hrvaških reševalcev, črnogorskih reševalcev, posubce neki križi, pa neki dodatki note, kakšen Triglav, Planika, kakor je gor dol levo desno in je pač tako pač status v bistvu gorskega reševalca, pač poznan po Balkanu, posudka, pa status gorskega vodnika, ne vem, tam v Črnogor nima pojma, kva je to. Pač gorski vodnik z mednarodno licenco, pač v Črnogor so tudi vsi mountain guidi, ker pač ti pogledaš na te Instagrame, ko vodijo, pač vsak ima napisano, da je mountain guide. Pa gorski vodič, veš. Se te vod po hribih. Ali pa gorski vodič, pa ni važno, ima kaj ali pa nima, pač.
Pač neke... To je tako, pač Ja. percepcija v bistvu dojemanja osebe, ne vem, recimo v Avstriji ali pa v Italiji, Ja, kot vodnika čisto ali pa tako. ne vem, na Balkanu. To je, Ni primerljivo. to je tako, pač tam je, pa jaz nič nimam proti reševalcem, ker sem bil 23 let tam, ampak to je pač, tam si ne poznan kot gorski vodnik, kot reševalci, ful poznan. Ja. Kaj pa oboje, sicer na zahodu je Ja. pa oboje. Oboje. In kot značko gorskega vodnika je tudi, mislim, spoštovanje je veliko večji, kot pa. Ja. Pa Pa tudi že tako, pri nas, recimo ne. že v Alpah, ne vem, je sam način recimo nekega vodnika, pa dojemanja vodnika drugačen. Recimo, a veš, ko smo šli Ja, se to pač razlagam, ja. Švica, ne, Ja. smo šli pač v okviru AOE-ja, ni bilo nobena vodniška naveza, ampak tako, kdo ima prednost. Ta prvi ima zajtrk ob 4 zjutraj, pač vodniška naveza. potem so- Švicarska, a ne. Pardon, švicarska, ja. Švicarska, A ne, ne. pa so Neki rekord. ostali, pa Švicarska. so pa še unika, Ni to tako, kot pri nas v vratih, ki v bistvu, a veš, tam pač v Švici vodnik, imaš ti ta prvi na vratih, a ne, ko greš na Matterhorn, a ne. Tukaj, Ja. ko imaš pa agencijo v moj stran, pa tudi če predram počakaš, se ti ne bo odprla, a ne. Ja. A ne, ta razlika dojemanja v bistvu Že pri tega nas, a ne. subjekta, ki dela v turizmu, ali Ja. tam, no, tako da z tega vidika smo mi še zmeraj malo Balkanci. Ja, še zmeraj. In se mi zdi, da bi mogli, recimo, tako, ker se ta primer vrat zgodil, pa prav, da se je, da se pač neka trajnost spodbuja, čeprav je na koncu, a Vrata. veš, A veš. blef, če ti Teslo filaš na štrom iz Teša, ne, je Sistem vrata, se pravi, da je Je- zapornica dol, pa a tako, in ne. pač Ja, ne se gremo v tako- nek kontekst. Ne, a veš. To jaz Trajnost. Ja. berem skozi neke ja. tvoje poste, Ja. vrata gor, vrata dol, rampa, park, ne vem kaj vse, sploh ne vem, zakaj Veš, se to kaj gre, je? ker ne poznam teh Že- To je, a veš, podobno je tako, ko režima, greš ne. kakšne te stvari v bistvu v kontekstu javno prave, kad ti čakaš za ne stvari, ki bi si lahko sicer premaknili Ja. z danes na jutri, pa se čaka 5 dni, kle je dosti podobna zadeva, Ja. se mi zdi. a ne. Veš, kaj je težava A ne. zdaj, a ne? Da v bistvu ta projekt se je Samo začel ta že težava je 20 samo let ta. nazaj. Težava je ta, da bi mogli v bistvu, sam da dokončam, Daj. mogoče se fajn, da se sliši, Ja. da bi mogli v bistvu tem, kar delamo, ker tu Ja, pač to nek sem del hotela turizma, povedati. a ne. Seveda. To, da tem, kar delamo v bistvu v turizmu, vsaj eno dovolilnico za nek dostop v vrata dati. Tako, kot pač iz Švicar ta prvi na vratih, Tako, tam za no, to sem Matterhorn, hotela povedati. a ne. Ja. A ne. Za Si ti- domače si bi mogli ti- poskrbeti, si kot ti je čist- Francija, Mont Blanc, ki Ja. imaš pač prednost pri rezervacijah v kočah domači, pa agencije, pa Kaj mi smo? čakamo, pa pridemo Ja. na vrsto avgusta, na mest pač 20. junija, a ne, Ja, ko so mislim, ja. optimalne razmere. A veš? Ja. A ne tako bi mogli dati pač nam domačinom, A ja, ne pa- zdaj samo nam kot agenciji, ampak Ja. pač tistim, ki se ukvarjamo v turizmu, ali so to. Ja, Nismo sobodajalci- sami prevozniki, a ne? sobodajalce, Saj so prevoznik trije, ali, štirje ne vem, prevozniki, vodnik. recimo. Ja. A veš, Ja. pa nisi niti toliko vreden, da bi ti dal pač neko dovolilnico, razumeš, da prideš noter, če nisi intervencijska služba ali pa če nisi lastnik Čakaj, kaj pa zemljišča. nimate, ne morete zraven sploh. Ne, mi nismo upravičeni, če nisi lastnik zemljišča ali pa intervencijska služba, ne dobiš dovolilnice za to, da boš ti šel noter. Problem se pač, ti imaš v kvoti 180 ali 195 parkirišč. In ko bo teh 195 parkirišč, bo rampa dol. A ne? In ne boš mogel iti naprej, tudi če imam jaz kombi, pa noter pač 8 ljudi, samo zato da odložiš, pa tako, greš nazaj. a ne. Ja, zato, ker imajo slučajno oni parkiran. Kombi noter. Ja, a ne. a ne. In Ja. se bo mogel pač skipati ven in bo mogel iti pač na javni avtobus, če ga bo ujel. Ja. Edina varianta je, da če bo parkiranih 180 avtomobilov tam, pa da se ti bo meni pač rampa še vedno odprla, imam časa 1 uro, da jih peljem noter pa ven, tako kot kjerkoli drug, a ne. Pač ne samo meni. a ne. No, ampak Pač ne bom plačala. Ne, ampak je pa ampak dejstvo, zakaj se to ne uredi? Kakšen je moramo- pa kontraargument? Ja, to je bila pa bolj težava bolj pri. Kontraargumenta niti ni bilo, a ne, se nikoli ni bilo nikoli debate, da bi v bistvu tem, kar delamo v turizmu v občini Kranjska Gora, karkoli omogočili, da nam bo mogoče lažje v tem kontekstu. a ne. Ja, Ampak če gremo nazaj, če gremo nazaj v bistvu na zgodbo od v bistvu vrat, se jaz kot pač Grega Kofer, a ne, pa na koncu koncev tudi kot agencija, tudi takrat, ko je bil v bistvu parkplac dražji v moj stran kot v vratih, ker se še večino so se vsi začeli voziti, ker avtobus je zdaj 3 leta, 3 leta fura avtobus, pa zdaj lani bil prvi let, ko je bila parkirnina 25 evrov. Ampak že takrat, ko je bila parkirnina v vratih 6 evrov, pa parkplac v moj stran 10 evrov, ker so vsi famozno mislili, da smo Slovenci tako trajnostno usmerjeni, da
bomo pač tiste 4 evre požalvali, pa bomo avto pustili za 10 evrov v moj stran in se usedli na javen prevoz in se peljali v vrata. Ne. Se pač to valjda ni dogaja, to je kristalno jasno, ne. Če gor 6 evrov parking, klepa 10. Ne. Sem se že ta prvo leto v bistvu začel probo goste navajati na to, da se vozimo v bistvu z busom v vrata. Pa to je najmanjši problem, sam za kakšne take mogoče izredne stvari. Pa še zmeraj smo to tudi lani počeli, ampak se ti pač zgodijo, ne vem, stvari take, da se je zgodilo, da, ne vem, da je bus je bil pohan in si sploh ni dal let, sploh tisto uro ni dal pelati, ti pa si vse natempiran na uro, ker imaš še dolgo turo, si mogel tam čakati, ali pa busa ni bilo. Za take primere pa bilo fajn, da... Bolj malo je bilo posluha, rečeno je bilo, da bomo pač domačini sodelovali pri pisanju oziroma oblikovanju pač tega prometnega režima, zdaj se je pa to preneslo kar vse na državo, kar država sama določila režim. S pomočjo občine, ampak dejansko ni bilo nobenih naših idej naprej plasiranih. Lokalna skupnost, tako je. Bolj je to težava, zdaj. Da se nas neki ni vzeli, sploh ne lokalcev. Mislim pa zdaj se je največja težava pojavila samo v tem kontekstu, da to spet ni tako kot v Švici. Ti imaš, ne vem, ko se pripelješ v Tež, imaš v Cermat, spodaj, ne vem, pač te naše, ne vem, Hrvati, Srbi imajo dosti prevoze na čez. Ko v bistvu vozijo v Cermat z avtom, s kombi, ali pa se ti usedeš v bistvu na vlak, ko vozi na 20 minut. V vratih je bilo pa tako, da vmes tudi 2 uri ni bilo prevoza za nazaj. Pa kaj pa bil, v bistvu bil pa, ne vem, če je bilo to ob 3, kaj je bil tudi strani v bistvu turističnega momenta, ne strogo planinskega, veš, ko gre visoko gor, ampak te, ki pač malo hodijo na južno, pa malo steno pogledati. Veš, so bili busi toliko polni, da si ti prišel v bistvu na bus, je bil v bistvu že en bus toliko zaseden, da v bistvu sploh nismo mogli, na njega smo mogli čakati. Ampak ga bilo ni, sem prišel. Naredil se je, da pač ga tudi ni bilo. In to je pol malo slabo luč meče v bistvu na koncu tudi na trajnost. Jaz sem se mogel pol, ne vem, kolikrat pripeljati. Več kot pokrat v bistvu sture na nek prevoz, ki v bistvu ne bilo treba, da bi se pelil, če se gleda trajnost. Pa sem se mogel pripeljati. No, ampak a ni nekaj prav takaj to, da je to država sprejela, ni to neke inštitucije, ki mislim, država pa občina, ki sta... No, da bi šel na občino, pa bi rekel, to pa to je problem. Ceste država, to ne poslušal, ta oblast ne. Zdaj bolj ne prisluhnejo, no, tako. Mi že dajemo ideje, pa to, ampak ni posluha. Pa sploh ne v tem kontekstu, da bi bil ful neki privilegiran. Sam jaz se zdi prav, da veš, če imajo, ne vem, pa če smo mi part of Western Europe, pa tam Švicar lahko stoji ta prvi pred vrati, pa ščitijo sami sebe, mi pa v bistvu ne ščitimo sami sebe. Mi smo pa pač vsi enaki. Vse je v redu, če smo vsi enaki, sam tako. Vse bi bilo za lokalno prebivalstvo mogoče, a ne. Ker tudi niso vsi lastniki zemljišč v vratih, če razumeš kontekst, veš, kaj oni dobijo dovolilanco. Ker tudi kakšen lokalc se mu zdi neumen, da nima dostopa, mislim, če ni intervencija. Ne, jaz te situacije pa ne zato, da bi zdaj to noter predstavljam, da je tam omejen parking in da je tudi hočeš zmanjšati promet po neki cesti, ampak to, kar sta prej rekla, da pa ti, če imaš turizem licenciran, ker dejansko občina živi od tega. To meni v tej Sloveniji dostikrat ni jasno, ker so stvari, ki živijo od tebe, pa te ovirajo. To, ne? V mojem poslu tega dosti in tlele očitno tudi. To je zelo podobna situacija. Mislim, kaj veš čist... Mislim, zastopajo v tem kontekstu, ker drugi to počnejo. Klepa ne, no, ampak mislim, se naj bo tako, ampak naj bo pol pač, ne vem, prevoz od 4 zjutraj do, ne vem, 10 zvečer na eno uro, pa da je to pač frekvenca, da pač človek načaka, da ni zapletov, da je stvar funkcionira in to je to. Pa smo pa Švica. Pa tudi ni mogoče težava ta, da nič ne dajo. Sej, glih to s tem, ker se zdaj vrti tale podcast, ker smo imeli ta javni prevozi, pa to in to je. Glih ta frekvenca ti reš ali pa uniči javni prevoz. Ti nič ne pomaga, če ti ne veš, da... Mislim, že ko moraš ti misliti, kjero uro boš prišel, si že zgubo. Ti moraš to mora laufati tako, da ti prideš in veš, da v najslabšem slučaju boš čakal in, ne vem,
15 minut, recimo. Se pravi, to pomeni, da boš v povprečju čakal 7 minut pa pol in pol to nekako funkcionira. Ne? Ja. Tako je. Mislim, se je dobro, iluzorno pričakovati v vratih, ampak tako pol ure do uro pa bi lahko to laufalo. Ja. Je pa tudi težava taka, ne vem, to pa na koncu, mislim, tako smešno je tudi, ker se v bistvu pač ta glavna dva prevoznika v Sloveniji oklepata tega, in bi mogla na koncu se državna cesta, država pritisniti, zdaj pa tako je bil tudi dal, ne vem, 5 busov, Nomago, Arriva, pa ne vem kdo še, in čau bavo, Fertika. Ja. Takole je, tokle rabimo, cesta je naša, furali bote, je pač stvar funkcionirala. Ali pa ne boste, pa kdo drug. Ja. Mislim, se fura drug, sam je pa premalo kapacitete. No, ja. Mali talks, bullshit talks, ne, pač če Ja, to... dobro, jaz ne vem, ko je bil takrat, ko so tam po teh, ne vem, recimo tako, ko je, ne vem, Tiš Cermat, ko so začenjali, so imeli tudi take porodne krče. Sam meni se zdi tako, da jih imamo v Sloveniji karkoli se lotimo skozi. Pa že toliko smo se naučili, ne, veš, že toliko smo se naučili. Ne, pa ko lahko što stvar tudi skopirali. Ja, pa ne, treba kar odkrivati na novo. Ja, na novo. Ja, mislim. Dobro. Zdaj ste rekli, da ste z Črne Gore prišli. Koliko imate vidva teh, pravzaprav, vidva imate teh večdnevnih Črno Goro, Triglavsko, Nockberge, Senja, Islandija. Pa nek, ja, pa ta, ne, pa še... Zdaj sem sam zimske našteval, imate pa to letne. To so, ja, To so turno-smučarske. Ja. To so te. Ja, te, kar poznam jaz, ampak kam imate pa pol še take aranžmaje Mislim, to imaš pa ti... Jaz sem pa v okviru pohodništva. Ja. Imam pa pol severni Velebit, pa južni Velebit, Paklenico, pa imam pač neko točkanje, to so take vikend paketi, bolj za ženske. Aha. Poj vodim tudi kakšne te tedenske skupine, ki pridejo k nam, nekaj gremo Dolomite pelat, mislim, vodat, no. Pa Krekar je v bistvu okolica Julice. Pa to seveda imam razpisan, sicer imam razpisan tudi Bergdoktorju, no. Mi je šlo zdaj le slave. Da mi pomagaj, no. Avstrija zgorje, ko me zdaj nekaj... Ja, kakšen blackout imam totalen. Wilderkaiser. Ja, Wilderkaiser. Čist, ja. Tam je Bergdoktor, seveda. Ja, Tam so ga čist promovirali, no, tam pa Nockberge, isto pohodne. Isto pohodne. Ja, Sedmera jezera, Triglavsko magistralo polet, 3-4 dni. Tako, pa imamo kva še Triglave. Mislim, ja, Triglav je klasika. Ja, Triglav je klasika, 2 dni. Pa 3 dni. Pa 3 dni. Krogac narediš. Ja. Če Sedmera pa Blat. Ampak pri Triglavski magistrali... Ne, se v bistvu poletni tako Triglavska magistrala. Ja, mislim, tako ne. Ja, ne. Ja. Mislim, poletje je tako mišljeno, da z Blata štartaš, pa greš pač po Sedmerih do Doliča, pa z Doliča na Triglav, pa pol do Vodnika, pa z Vodnika nazaj na Blat. Ta krogac narediš. To, ali pa pač, da mislim, ali pa tudi ne vem, z Krme na vrh Triglava, pa na Sedmera, pa na Blato. Dolič Sedmera pa Blat, ja. Pa koliko so zahtevne te ture? Mislim, ta s Triglavom kar? Ta s Triglavom je kar, to moraš kar biti. Mislim, ja, kakšen se tudi odloči, da nagreno, zaradi tega, ker mu je naporano. Mislim, se te tako kombiniran, da pol Triglav odvodijo, a ne, mislim, zdaj, če je planinski vodnik načeloma za to planiran, pol Triglav odvodijo gorski vodniki, ki planinski ne smejo. Tako ja, pač mi gremo prvi dan, ne vem, iz Blata na Prehodavce, prispimo na Prehodavcih, pa gremo na Dolič, nas počaka vodnik, jih odpelje na vrh, jaz jih počakam pri planiki, pa gremo do vodnikovega doma, recimo, pol ta 3 dan gremo pa še od vodnika nazaj na Blato, a ne. Tak krog pač narediš v 3 dneh, recimo. Ta je taka izvedljiva. To, če pa dodaš še en dan zraven, recimo za eno skupino pred leti so šli pa iz Krna, no. Iz Lepene. Ja, iz Lepene, pa pol ta krog še zraven, pa na Komno, ta je pa dolga, a ne. Pa so že v bistvu ta drug dan kar zmatran, preden pridejo pol do v bistvu do Prehodavcev. Sej, koliko časa to, mislim, koliko se to hod na dan? Ja, s tako skupino tudi do 10 ur, veš. A ne, 8 do 10 ur. Odvisen, imaš kako pa na Prehodavce. Toliko moraš računati. Ja. A jaz sicer takrat je verjetno Hoča odprta, ti si pol boljš. Seveda, to je vse odprt. To, ko ima tak čas, to ni zima. Ne, zima se to ne moreš. Ja, tako je.
Zima je za turno smuko, škoda to hodati. Ne, se Ne, ampak ne, jaz sem lažje, mislil, da si lažje. na hodu, Mislim, potem pa prišel na Ne, tiste ne, ne, prek... ne. Ja, ne. Mislim, Ne, ja, ne. bajte odprta, pa viš za pit lahko paš pa V manj ti miru treba. za pit, pa Manj ti tam treba lepo nositi, pa poješ. tako je. A. Sam za pač tudi za ene neuhojene pohodnike ali pa nekoga, ki Pozna se, ja, se pozna, se glitko nabere, kot si rekel, veš, ta splošna utrujenost, ta 3 dni, se že kar, in pa še prideti pol že recimo do avta. A veš, ker to se mi zdi, da tako, ene 3 dni po ulicah je tako kar čist zadostno, folku. Ali pa mora biti ekstremno navdušen ali pa uhojen, a veš, da mu paše še 2 dni, recimo, da bi podaljšal ali pa nekaj. Ja, no, to si jaz Pa rabijo malo komforta, pa tako veš, kakšen pričakuje, da se bo vsak dan umil, ja ne boš se vsak dan umil. Mislim, se jim to itak naprej predstaviš, pač robčki, pa malje tekoče vode, pa ni pitna klep, pa ne moreš se kopati v jezerah, pa zakva pa ne, pa a veš, pa ja, ni to hotel, pa to. Ja, ja. To se, koliko časa se že ne boš kopati v teh jezerih že dolgo? Zdaj pa že Mislim, odkar je drugač, odkar je park, samo ljudje to bolj mal, Mislim, od 61. ja. Oziroma, pač, ki je bil naravovarstven park od 24 leta pač v Sedmerih. To ja. Ja. Ampak dobro, kakšen Karanska takrat še niso bile, Karanska jezero je Ja. bil polno, po letu Vključen. 81, ki je bila ta druga širitev. Ja. dejansko Ne, to, nikoli, kar zdaj delajo, nikoli. da se kopljajo, je narobe. a ne? se Ja, sej, to se jaz čisto strinjam. Ali pa z dronom tudi nasmešen, ker se v Triglavskem narodnem parku snemati brez dovoljenja TNP-ja. Ampak folk to dela. Mislim, jaz sem jim tudi že rekla, ne vem, ko smo se pač šli od Sedmerah, pa sem dol videla v ledvička ali pa to sem rekla, pa kaj s tabo, kaj delaš, a ne. Mislim, ko so se kupali, pa kje si ti, a ne. Ja. Pač, lej, jaz nič več nisem tihno, čistko. Kakšenkrat pa res ono, da je folk je res tako. Eni so res brezobrazni. To kaj ne pomaga dosti. Ne Ampak pomaga veliko, ja. Ne pomaga Pa si veliko. predstavljam, da kakšen, dobro, sicer dobro, tam so znaki, da ne smeš, no, to je res. Ne, to ga ni, to jih ni. Je. Pri jezerah, Ne, ni. Ne. Ja, kako ćeš pa pol vedeti, da ne smeš? Ah, tako neka splošna izobraženost. Ne, pa to je pa ja ideal, Da se greš po pa hribih, ve, uroče da ti je, je imaš normalen. jezerček, normalno. Mislim, si Jaz bi že drugače- mislil, da je to itak ideal. po 3 dneh seš pa jaz kopal, Ne, pa Mislim, sam jezerček, kontekst gorsko naravnih jezero. parkov, kad to sem kjer nadela. kaj to se kjer nadela, ja. Samo A to, ne. ja. Drugač tujci to dosti tako vejo, no. Mislim, sej, pa tudi kakšen tujc se skopa, no. In mogoče bolj ta instant Jaz planinc. mislim, da se več tudi. Več tujcev kot Slovencev, ja. Kakšen Nizozemec glasen se tudi že naredil, da so se skopala, veš. Tudi kakšen Hrvat sem že videla, sem slišala. Tako, no. Ne vem, Ampak kaj za te reči. ture ni treba tako hrane pripraviti, pa tudi tako, kakor je za to, kar ti v Ne, prehodavce v to so klet pa spraviš koče, špagete. Ne, to so To so koče, to ne. Na teh ne, na to, kar je pa recimo zdaj, ko imamo pa turno-smučarske, te večdnevne, a ne, Ja? to pa ja. Mislim, sej v bistvu so edini prehodavci Samo taki, da so v prehodavci. bivaku, a ne. Ostalo je pa vse, pač so pa bajte ali pa prtmaj. Ja, tako. Kaj vam lepši, polet ali pa zim? Zim. Absolutno. Pa kaj pa vem. Zim si s hriba peleš dol, ne. Ja, mislim, če bi tako na izbiro meni zima. To jaz Alenko prepričujem, Ja. zakaj Ja. tam nekaj To ni je- hodila. Jaz se bom pelal dol. Ja. tam. To Ne je vem. to kot, mislim, tako, ko se poleti včasih, ne včasih, je se doskrat spomnim, ko greš, ne vem, stene dol, pa greš čez prh, ki je pač tako bolj zahodno usmerjen, a ne, ko ti sonce noci je. Meni je pa Si- tako malo si rečeš, odvisen, kaj delaš. imam v zdaj bistvu, smučke, veš. da no, Zdaj, če treba se peš pogovarjamo samo zima, poletje, turna smuka ali pač pohodništvo, pol mi je pač turna smuka meni za mojo dejavnost, pač tisti, ki se umiriš, pa ti je fajn, ki greš zase. a ne. Pa če imaš pa tako na izbiro, ne vem, da še kaj drugega delaš poleti, mi je pa dober mountain biking, pa mi je dober, ne vem, pohodništvo v nekih predeljih, ki ni folka, a veš, ki je bolj tako Ja, neobluden. neobluden, ja. Ja. Po zimi pa tudi super za 2 ure teč na smuče, a
A veš, Ja, no, saj ti imaš Što se tečaje. tudi peleš? da se zjagaš, a ne. Se zdi, trika A se veš. peleš, smučanje pa tudi Ja, mislim, ja, sej, a ne. Čeprav to je nevaren šport, to je. A tek na smučih? Ja, valjda. Ja, če je trdo. Sam če je trdo, če je mehko pa Ne, ne. jaz, res, vsem smučarji se moram potrkati, sem se sam dvakrat poškodoval. In to je bilo bakrat na unih smučkah, ki so preoske pa brez kant. To pa so, ja. Ja, to, Edin zdaj, če tako, a veš, da zdaj greš kakšno stopnjo zato pravim, da to je ful nevaren šport. to Pozame da za, zame. pozame za turno smuko, ene dvakrat hože smučka, veš, pa tista hožeh smuč še na laufarce. Veš, že tak bolj... Že samo ne. Prehod. taktičen pristop, nežen prehod. pristop, ja. Ne, je sploh v kakšnem trdem snegu. Mislim. Ne, veš kaj je bilo, čak. Enkrat je bilo, kaj je bilo, tle smo bili na Pokljuk in pa smo na Vičel krog laufati in smo šli kaj dol po eni cestici, da bomo šli na, Za Javornik. ne vem A, kam, pa jaz se proti- bolj zapomnim. Ne, kaj je proti, ja, lahko kaj, tudi kaj je. In tam po tisti cesti je sam neka špura in tam itak, da se je en neki pobiral in pol sem jaz tam moral začeti, ker neka žirafa, motovilt in sem se vsnilo dolgo palco, ker itak sem se tako nabal direktor Eber. Joj, sem rekel, pa to ni zame, res, ne moš ne žlajfat, ne nič, Ja, jaz sem reč ja. smučka 100. To je, To je samo Ja. za tako, veš, mislim, meni je to fajna, tako dost trening varianta, a ne. Takrat, ko imaš malo časa, se zapeleš, zdaj, če je bilo v moji strani, je bilo super, ko smo šli od doma, zdaj pa že res 2 zime ni bilo in si se mogel res nekam zapeljati, ampak še vseeno ti smo cajtu si se, to je najboljša rekreacija za cel telo pa trening, a veš. a tek, Ja, na smučeh. Delajo roke, hrbet, to je trebuh, res, noge, ja, to je res. res se zgonaš. Ja, a ne. to Juri teče, zdaj je bil glih na Pokljuku. A no, Juri evo. teče. Na smučeh, to tukaj še nismo skupaj šli, jaz ga pričujem, da širše dela, on bi to na Tavonski. Ja, ki je res dober, a ne. Ne, pa tako sploh te so dobre, tako kot recimo vojske, ampak tudi zdaj letos, ne vem, če so vse neki padnostnega, ampak je tako tekmo te dolge kroga, veš, ko so tudi na vojskem Ja. tega 7 pa 10 km. Ne, umkaj 2 km. Na kroga se reči, kot neke vrste potvana polno. Mislim, Ja. potvane pač. Dokler gre po ravnem, je to fajn. Ja, Ne, pa mislim, se ni čisto fajn, poravno, če se gor skozi dol, dogaja, ja. gor pa dol mora iti, a ne. Ma Ja. ne, ker tam gre dol, Ja. vse gor, ajde, ampak tisti, ki gre dol, je navaden, na teh smučkah je zame to navaden, ki gre dol. Mislim, je malo, mislim, specifičen. Ja. Specifičen je, pač se se navadaš, a ne, to je pol laufa, no, tako. Pač to Je je pa pol si tako, valjda kakor- manj stabilen, ne? Pač Ja. imaš od 5 do 5, drugič pa Ja. še smučka je... Taka Pač pa ozka kant pa brez nima. kante. Ja, no. Ja, če to je do, je 45 pač, krog. ja, leti, a ne. Saj smo se že tudi mi skantali, ne, sem. Čakaj, kdo mi je zadnji pa en naročnik pravil, ne, točno, ne, to mi je pa, glih, Boštjan Pogorevc, smo ambiente snimali, mi je pravil, da so tam mali ali glih prišli ali šli ali neki. Pokluke. Ja, ki trenirajo Ja, ta ja, tek ja. ne, in ali mi je en od njegovih tam malih pravil, da skačejo na laufarcah. Tudi, Mislim, ja. tudi, ja, tam v bistvu skakalnico, ja, sej. Sej v bistvu nordijska No, to- disciplina. Ne? Ja, pa ne skok na laufarcah. To Ja, ni to nordijska delajo, to disciplina. delajo, ja. Pa saj smo mi tudi, ne, ko smo bili na faksu. To je najbolj zanimiv otrok. Mislim, Malo pa tako, če ja, imaš pač v tečaj za kontekstu otroke, igre, ja, moraš sam- narediti eno malo Sam ne skakalnico. zdaj pa- full velik, čist Ja. tak mehan pukelček, da Ja, se... da se Pa fajn. že kakšen udrine na full, pa gre pa na nos. Pa gre na nos. ja. Ja, se poloma, ne. Ja, točno pa tudi naročnik, čakaj, ne vem, a poznate li dva, Janez pa Maja Dolenc. Ona je alpinistka tudi. A ja, Maja Mislim, da je bila v Dolenc, prvi Ne, neki ženski odpravi Dolenc. v Himalajo. Kako pa je ta s faksa? Ne, ni Ja, tudi je dolenc, ampak Samo da dolenec. nista. Nista, Nista, nista. ne. Ta ni bila alpinistka. Za njih bomo zdaj tam za Špikom Ja. tisto hišo delali. Ne? Pa je tudi on, Janez, je objavil tam, ki je vnuke že tam teral, če zdaj kucelček na laufarcah. Ma sej to je Mislim, nacionalen saj- šport, gor zgornja Savska dolina, ne, skoki pa tek na smučeh. Ja. To laufa pa alpsko smučanje, to je to, kar je pri nas gor. Karkoli hočeš eksotičnega trenirati, od atletke, juda, košarke, ne vem, drsanja, moraš iti po dolin dol, a ne, proti dežel, proti Radolc. Prodrodolc. Ja, Nek se bolj odpre, ja, od glave. se od malo bolj glave. odprto, veš.
Drugače pa nordijska društva so najbolj močna. Ja, ampak vse je fajn, ne? Tudi mi smo to dost, zdaj smo res mogoče bolj mahni na to tudi na smuku, ampak ste bila, mogoče v žle res ni tokno, ampak stare dva, ne? Ker pa nismo bili še takrat toliko kulturni smuk pri teh letih, ne? Smo pa tudi dost, ki je bilo še kakšna bolj zima, ste bile te dve ta zadnje za bajto. Sem tako lepo, ne vem, pa takrat smo itak imeli klasiko, kaj skajtam moraš. Lepo potegneš špurca, veš, pa smo tam šli malo. No, to sem še jaz za bajto naredil, ne, takrat, ki je še sneg pri nas padal. Si naredil tam malo potraven, ko konivci, pa sem imel za... Mislim, tudi koliko smo recimo te prve tripe kao, ne, ti malo bolj adventure delali, ste malo smo šli na vojsk, mi smo bili pa 5krat na vojskama, ne. Pa je tam malo smuči še imela, špela, ne špela, kot da. Irma, ta strm, pa lepo so tam, recimo 2018 smo bili, ki je bila tudi ful dobra zima. Na zadnje smo bili 2016, smo bili ful sami. 2018 smo bili tudi še, ti smo bili skupno. In je fajn, mislim, malo smo se sankali, en dan smo smučali, tam malo skakali, tam še tudi recimo na Vržičnici lepo, pa se smučkam tam desno pripelo, kakor malo off-pist, tako, ful fajn. Te tekaške v bistvu steze so imeli super zrihtane, tam se z bajt malo pelo, ne vem, kilometer pa pol, 2 kilometra, pa se prišel do laufarskih prog, ful dobro, no. Ful dobro, ja. Zdaj sem bila nazadnje z njimi, tam imel en tečaj, no, sem bila pa v bistvu Rožle je res bolj malo ti, kot do zdaj je na laufu. Manjkal med dva. Ja, pa smo šli na nedeljo, ne vem, skjet sva prišla, ali glih s Turčijo, ali kva pa si ti nekaj imel, pa sem rekla, nič, gremo mi v Planico in je bil res krasen tak sončen dan. Pa smo tam malega sem prvič postavila, sem rekla, kaj zdaj, ja boš klasiko ali skate probal? Je rekel, dej bom skate, ne. Ko je bil smešen, je rekel, jaz to ne znam, in pa je padel, sem rekla, dej nehi. Pa sva šla pa lepo po miru vajce česa, ne. Pa da je on začel malo na škarice, pa sem mu ful dobro zdela, no. Tako da ima potencial. Rožleja. Miha je delal okrog, Tomaž je bil pa tako neki čuden zabasen, je rekel, da grem jaz peš v Tamar, grem lahko sam, sem nekaj imaš šibe, ja ne. Pa ta cajt, ki je on šel v Tamar peš, pa nazaj smo mi odlaufali, no pa je bila tiste nedela dopoldne hiter narejena. Ne veš, ker te ni bilo. Ti si imel, tečaj je imel. Ne, tečaj je imel, ja. Jaz sem bila pa glih uno nedelo pol freno.